Na Fakulteti za elektroniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je danes potekalo študentsko, dijaško in osnovnošolsko državno tekmovanje v konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti Robot 2010, RoboBoom 2010 in RoboCop Junior reševanje. In zakaj je labirint tako velik izziv? Zato, ker je pot relativno dolga. Seveda, tekmovalci so vedno kvalitetnejši, vedno hitrejše robote gradijo in seveda tisti, ki želi zmagati, mora biti najhitrejši. To je seveda preprosto pravilo iz vseh dirk. Ti roboti so sestavljeni iz elektronskega tiskanega vezja z mikrokrmilnikom, z nekaj analognimi komponentami, z senzorji, z električnimi motorji in seveda z mikrokrmilnikom, ki ga je treba sprogramirati običajno preko PC-ja. In kakšno znanje vložijo študentje, samo programersko ali še kaj druga v ta izdelek? Tu je poleg programiranja je potrebno precej znanja iz elektronike, znanja iz digitalne tehnike, digitalne elektronike in tudi mehanika. Zato so zelo precej današnjih tekmovalcev iz področja mehatronike. To je profil, ki ima znanja iz obeh področij, tako iz strojništva kot elektrotehnike, pa seveda računalništva in informatike. Kakšno pa je zanimanje za izdelavo teh robotkov in za sodelovanje pri takšnih tekmovanjih? Nekaj časa je naraščalo, imeli smo že tudi 60-70 tekmovalcev. Zadnja leta se je nekako ustalilo med 20 in 30. Najhitreje je labirint premagal Simon Tržan iz Feri Maribor z robotom SS, s katerim je najbližjega zasledovalca prehitel za skoraj 2 sekundi. Kako dolgo si potreboval za izdelavo tega robota? Za izdelavo sem potreboval približno, 2 tedna. Drugače pa so potrebne izkušnje, še odprej. Se pravi, mehanika je zelo pomembna. Z leti sem izboljšal mehaniko. In kaj je pomembnejše, programersko znanje ali kot praviš mehanika? V bistvu najbolj pomembna mehanika, potem pa programersko znanje se v bistvu tako pridobi s programiranjem. Najbolj pomembna je potem še logika, poleg izdelave robota. Die Roboterszene in Österreich wird hauptsächlich auch durch den RoboCup geprägt. RoboCup gibt es in Österreich seit 2003, das ist jetzt doch schon 8-9 Jahre. Und in dieser Zeit haben sich viele Teams und viele Universitäten entwickelt, die in Robotik arbeiten. Wir haben heute einen Middle-Size-Roboter gesehen, der sich noch auf Rädern fortbewegt, ist die größte Liga im RoboCup. Hier wird auf einem 18 x 12 Meter langen Feld gespielt, mit einem ganz normalen Fußball. Wann denken Sie, werden Roboter besser spielen als Menschen? Naja, die Grundidee vom RoboCup war ja, und die ist ja noch immer genial und gültig, ist, dass wir 2050 Roboter haben, die auf 2 Beinen laufen und dann den aktuellen Fußball-Weltmeister schlagen. Ja? Das wäre so die Idee. Ob wir es 2050 schaffen, weiß ich nicht. Für mich persönlich ist es auch nicht so wichtig, weil ich glaube, dass das, was wir entwickeln und die Idee und nicht nur technisch, sondern auch was kulturellen Austausch betrifft, der im RoboCup ja auch stattfindet, was auf dem Weg entwickelt wird und was auf dem Weg entsteht, viel wichtiger ist, als jetzt das Ziel zu erreichen.